Danes pa v studiu gostimo strastnega gejmerja, socialnega pedagoga in voditelja nove oddaje o videoigrah Roka Gumzeja. Rok, živjo. Živjo. Dober večer, živjo. Zdaj, kakšni gejmeri smo Slovenci? Več časa igramo videoigre ali manj kot ostali narodi? Smo tu, ni zdaj nekih pretiranih razlik glede tega. Smo pa bolj, se mi zdi, imamo zelo radi te besedne igre. To opažam, se mi zdi, da torej te na telefonu, nekaj hitrega, ko malo povežeš kakšne črke skupaj, to se mi zdi, da nam krsede nam Slovencem. Da razmišljamo zraven. Ja, malo razmislimo, malo kaj rešimo, se naučimo tudi kakšne nove besede. Da ni preveč sproščeno. Ja, malo napeto. Ja, to imamo radi. To imamo radi napeto. Ampak je svet videoiger bolj moški ali tudi ženske? Ja, zdaj trenutno še je statistika na strani moške populacije. Ker se veliko strela, ne? Odvisno, kaj igraš. Fuzbal, košarko, velik nabor, tudi Farming Simulator, zelo popularna igra, lahko po dolenskih njivah orješ. Drugače pa se statistika pa čez leto torej malo uravnava, ni več to torej ženske dohajajo moške tu. Je pa bolj še vedno pa velika razlika v statistiki, kjer se kako sami sebe opisujejo. Torej, več moških sebe opiše kot gejmerji, ženske pa to bolj manj sebe opišejo kot gejmerke. 11. marca je štartala oddaja na prvem programu televizije Slovenija in sicer Good Game. Ti si voditelj te oddaje. Kaj nam lahko poveš o tej oddaji, zakaj bo zanimiva oziroma je zanimiva? Torej, Good Game izhaja iz, torej prevod je dobra igra. In Good Game je en izraz, ki ga igralci načeloma ob koncu igre izrečejo en drugemu kot neko spoštovanje, da kar smo odigrali je bila dobra igra. Torej, GG od tot nekako izhaja. Cilj oddaje oziroma kaj pa se v oddaji dogaja, pa v bistvu posedemo skupaj enega igralca pa enega neigralca in jih posedemo pred eno igro, ki jo igralec pozna in jo predstavi neigralcu. In na tak način v bistvu neigralcem predstavimo malo igralski svet, pokažemo malo mogoče koliko širok je lahko ta spekter iger, torej da ni to samo, se mi zdi hitro, je asociacija streljanja, ampak da to tudi lahko uganke so, da to tudi lahko neka dobra zgodba, šport, neke druge vsebine. Obenem pa tudi igralcem predstavimo damo kak nasvet za uravnoteženo igranje, torej koliko so kaj primerne vsebine za njih, kaj je dobro igrati, kaj mogoče malo kasneje v življenju igramo, tudi to, da je treba se hidrirati redno med igranjem, pauze jemati, časovne omejitve, vstati kdaj, malo se razgibati. Kakšne so časovne omejitve? Pri avtu je, ne vem, koliko ura, pa 2 uri? 3. Ja, različne za različne starosti. Jaz bi tu posebej poudaril pri mlajših, torej do 2 leta starosti se odsvetuje kakršnikoli zasloni, torej do 2. leta, ker posebej pri otrocih moramo tu razumeti, da vsaka minuta, ki se preživi torej v tem času, ko se še telo razvija, ko še odkrijamo svet, ki se preživi pred zasloni, je v bistvu 1 minuta manj v analognem svetu. In je torej že nek razvoj mogoče malo zgubljen, kako minuto. Tako da tu potem pa v kasnejših letih, torej tam od 13 do 18 in pa potem dalje, pa tudi 2 uri na dan za zabavne vsebine pred zaslonom, ampak to zajema vse. To velikokrat potem, torej 2 uri igranja, pa 2 uri gledanja posnetkov, ne, to vse skupaj. Ker si pa tudi socialni pedagog in delaš tudi na centru Logout, ki je Center za zdravljenje digitalne odvisnosti. Kakšne osebe? Kdo se znajde? Kdo se znajde pri vas? V bistvu najdemo iz vseh spektrov, vseh profilov oseb. Največkrat se pa na nas obrnejo družine. Ko se izkaže, naprimer, ko torej pride eno obdobje pubertete, pa torej mogoče ni bilo ta nadzor oziroma vzgoja ni bila mogoče do te starosti ustrezna in potem je to naenkrat ker malo eksplodira ta uporaba. Šola gre malo na stran, se pozabi, obveznosti se pozabijo in potem v bistvu starši velikokrat pridejo po pomoč, potem pa tu študentje, ko greš v študentska leta, pa si malo bolj na svobodno. Ampak tudi vse starosti. Najstarejša oseba, ki sem jaz imel, naprimer, osebno kot svetovalec, je bila tudi 73. 73. Ampak so pa nekateri tudi dobro zaslužijo s temi
videoigrami. Je res, kakšni so to denarji? No? Ja, Dajmo za konec še to. So tudi te cifre tu, ja, torej Slovenija ima tudi par zelo dobrih e-športnikov. Okej. In ti potem, naprimer, zdaj glih v februarju je, torej, Tyson je njegovo ime, Tajmo ime, zmagal že 5. evropsko prvenstvo v Bravo, Fortniteu in je bila glavna nagrada 200.000 evrov. Okay. Primerljivo z vrhunskim športom. Ja, ja. Rok, hvala za obisk, veliko uspehov z oddajo, pa še veliko dobrih iger. Ja. Hvala lepa. Čau. Naroči se, naroči se, naroči se.